Ob tednu vseživljenjskega učenja imam lepe spomine sodelovanja z Ljudsko univerzo, kjer so nas upokojence povabili za sodelovanje. Teden vseživljenjskega učenja že 17. leto, mi pa delujemo šele 8 let. Čeprav naše društvo Recitatorji slavi letos 25-letnico svojega dela, takoj, ko sem bila upokojena, sem se lotila izletov pri upokojencih in kulturne dejavnosti. Čutila sem pa vse skozi, da mi je znanje, ki sem ga dobila v šoli in pozneje, ko sem učiteljevala, še premalo. Zato smo se izpopolnjevali ob tednu vseživljenjskega učenja naši recitatorji. Imeli smo kar lepe literarne večere. O 500-letnici Primoža Trubarja, potem Simona Gregorčiča, Bevka, Medveda, zadnje leto, zdaj bomo imeli Kruh upanja Bevka Voranca. Posebno v spominu mi je pa leto 2003, mislim, ko je bila stoletnica našega mesta Postojna. Takrat smo se sprehodili po vseh znamenitostih naše Postojne, sprehodili smo se seveda v mislih. Z nami je bil pa Janko Simšič, ki je vse to prikazal na platnu. Od razdrtega do sredine naše Postojne pri Miroslavu Vilharju in na drugi strani pri spomeniku plošči Viktorja Beška, ki je bil naš pedagog, rojen v Postojni. In sem jaz takrat, ko je bila odkritje te plošče, bila še kot mlajša učiteljica z njimi, govoril je pa Bevk. Torej, teden vseživljenjskega učenja, mi sodelujemo s veseljem in smo kar zadovoljni, imamo kar nekaj uspehov. Lani, oktobra meseca, 7. oktobra, smo praznovali 60-letnico našega društva. Ko je bilo to društvo ustanovljeno, sem jaz še učila, vendar sem vsa leta z mojimi nekdanjimi učenci sodelovala na proslavah pri društvu upokojencev. Prvi predsednik je bil Bitner, poznejši predsedniki jih je bilo veliko, ampak najbolj zaslužen je bil Elo Grzaroli. V njegovem 12-letnem predsedovanju smo dobili hišo z pisarnami in klubskimi prostori na Prvomajski, nekaj let kasneje pa pokrito 4-stezno balinišče, kjer se odvijajo lepe športne dejavnosti. Tekmujejo naši športniki tudi za Grzarolijev memorial. Kulturna dejavnost je bila zelo široka. Od pohodništva do... Imeli smo 2 pevska zbora. Ženskega je vodila Vanda Križajeva, moškega pa neutrudni, prizadevni doktor Bratina Radovan. Po njihovi smrti so ti glasovi utihnili, no zdaj se pa pevski zbor zopet obnavlja. Naša recitatorska skupina je pa ob pevskih zborih začela delovati pred 25 leti, ko je predsedoval predsednik Zdravko Žmitek. Tistih zagnanih igralcev, ki so takrat začeli, žal ni več. Zgledajo nas slik le njihovi prijazni obrazi, ampak nadaljuje pa skupina 8 recitatorjev, sedaj prav tako živo in imamo kar lepe programe. Naša srečanja posvečamo tednu vseživljenjskega učenja. V 17-letnem delovanju te dejavnosti deluje naše društvo upokojencev z recitatorji že 8. leto pod geslom Slovenija učeča se dežela. Evropska skupnost je leta 2011 razglasila za leto prostovoljstva, leto 2012 pa je leto aktivnega staranja
in medgeneracijske solidarnosti. No, pogledi sta dva. Tako, kot ti znaš, ti zdela mičken nestrpen, ker imaš prvič tekst v rok. Poglej, tista dva, malo tako naredi. No, poglej, tista dva, tista pravkar stekla za smreko. Sledi še šaljivka Ivana Sivca, naša mladina. Prisluhnimo Fonzotu in Karlotu. Pozdravljen, Miha, prisedi k meni. Pozdravljen. Naprej tako in tako ne morem več. Tale so parno vreme človeka zdela. Kaj hočeš, leta so leta? Ej, večno ne moreš biti mlad. Saj bodo drugi tudi prišli za nami. Bodo. Samo poglej, kakšni so. Res, naša mladina je danes nekam čudna. Samo pogledajo, kako se oblači. Sploh ne veš, ali je hodil v samih gatah ali v jutranjih haljah. Res je, mi smo veliko več dali na zunanji videz. Vedno smo hodili v lepo poštirkanih slajcah in zlikanih oblekah. Pa kakšne dolge lase nosijo. Mi pa smo hodili vsak mesec k frizerju. Danes pa je videti, kot bi vsi frizerji izumrli. In kakšne brade si puščajo, kot da so sami filozofi. Mi smo nosili samo malo kozje bradice, pa še to redko. Govorijo pa tako, da jih nihče več ne razume. Zadnjič mi je neki pobalin rekel, fotar, to je rajfece so tako super zaživajo, da bi še fulerat naše trešil. Očala, to je prava stvar. Divaški dacer in ekspozitor obatov se dal imenitamo krasik. Tako, kot se spodobi imenitni gospodi. Tudi jaz moram imeti okrasek. Dobar dan želim. Očala bi rad. Ampak morajo biti najboljša pokolenja in se mi morajo prilegati moje oče, kakor čevelj na nogi. Recitatorji delujemo že 25 let. Za vse to naše delo smo dobili kar nekaj priznanj. Posebno smo hvaležni in zadovoljni in ponosni na občinsko priznanje 23. april, ki smo ga dobili leta 2010. Od ZDUS-a, to je z Ljubljane, pa smo dobili tudi za 20-letno delo tudi priznanje ZDUS-a z Ljubljane. Poleg tega sem pa zdaj jaz prav za 203. obletnico mesta Postojna pa dobila zlato priznanje za vse moje šolsko delo in za delo z upokojenci. Tudi na to priznanje smo vsi skupaj ponosni, saj, da sem jaz to priznanje dobila, gre za hvala vaščanom, kjer sem poučevala, mojim nekdanjim učencem, ki zdaj z mano sodelujejo, naši recitatorski skupini in vsem. In tudi recitatorska skupina se naše minice lepo zahvaljuje, ker je potrpežljiva in zelo aktivna v teh njenih letih. Hvala, Monza.